Dober dan in dobrodošli v Vuzinici. Res smo vas veseli, zakaj? Ker pojete in v srcu dobro mislite. Takole vas lepo pozdravljam na današnjem srečanju upokojenskih pevskih zborov, Koroške pokojninske zveze, Društva upokojencev. Ja, danes vas gostimo v novem kulturno-upravnem centru. Morali bi seveda gostovati tukaj v Vuzinici najbrž že pretekla leta, no pa to je zmotil COVID. Po drugi strani pa je bilo lani tukaj še gradbišče. Potem smo seveda ta prelep objekt predali namenu, tako da vas Vuziničani še toliko bolj ponosno pozdravljamo v novem kulturno-upravnem centru. Z nami ste torej pojoči upokojenci iz različnih krajev Koroške, ki se združujete, pojete v pevskih zborih. To pa dokazuje, da znate dobro izkoriščati prosti čas za lepo pesem, za katero pravijo, da napolnjuje duha in naša srca. Tako da je to dobra popestritev življenja, če odštejemo še zdravnike, redne obiske pri meritvah krvnega tlaka, sladkorja in podobno. No, pa danes ste si izbrali ta dan, ko še kar precej dežuje in je narava malo neprijazna, pa vendarle pravijo tudi tako, kadar ob kakšnem pomembnem dogodku dežuje, da bo veliko denarja, ne. Pa rečemo, da bojo kmalu višje penzije, a ne. Zato danes dežuje. Tako upamo, da s prepevanjem preganjate, torej vse te tegobe časa uživate v petju, druženju. Kar 8 zborov danes gostimo iz Dravograda, z Mute, Prevalj, Kaple, Radelj ob Dravi, iz Mežice, Raven na Koroškem. Vaš gostitelj pa je Društvo upokojencev Vuzenica in seveda domači ženski pevski zbor Društva upokojencev Vuzenica. Lahko ploskate, ja? Prisrčno pa seveda v naši sredi pozdravljamo tudi gospo, ki bo strokovno ocenjevala vaše prepevanje, to je gospa Danica Piričnik, ki prihaja iz Velenja. Nekaj zborov že pozna, sicer pa je lepo pozdravimo, tudi vam iskrena dobrodošlica, gospa Piričnik. Kot vidite, tukaj na odru vas prisrčno pozdravljajo iz srca naši mladi pevci. Iz osnovne šole Vuzenica prihajajo prvošolčki, ki so zamenjali otroški pevski zbor, ker je učiteljica oziroma voditeljica zbolela. Pa vendarle z njihovo pesmijo začenjamo današnje srečanje. Pozdravite jih z aplavzom, zapeli nam bodo 3 pesmice in nam na široko odprli srca. Z njimi pa so na odru tudi Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič in Brigita Pušnik, učiteljice, spremljevalke.
kako je pasalo, ne? Hvala lepa, pridni bodite v šoli in lepo pojte še naprej. Takole, zdaj pa čas še za kakšno besedo. Danes vas pozdravlja gostitelj, predsednik Društva upokojencev Vuzinica, gospod Srečko Lampret. Izvolite. Hvala vsem, lep pozdrav in dobrodošlica v naši lepi Vuzenici, čeprav danes ni najbolj prijazna, ker pač nam malo pada iz neba, ampak upam, da bomo v tej dvorani in pa tudi na splošno se danes v Vuzenici dobro počutili. Poseben pozdrav seveda velja vsem pevkam in pevcem naših 8 društev, ki bodo prepevali in se pravzaprav tudi dokazali svoje petje in pa svoje izkušnje, ki so jih pridobili s pridnim vadenjem skozi vse leto. Naj pa posebej pozdravim še poleg 8 nastopajočih pevskih zborov tudi gospoda Draga Koletnika, predstavnika ZDUS, ki je tudi član Komisije za kulturo, sicer pa tu iz Dravske doline je iz Društva upokojencev Pekle Limbuš, tako da je nekako tudi povezan z nami. Lep pozdrav in dobrodošli med nami. Pozdrav velja tudi gospe Danici Perečnik, naši ocenjevalki, ki jo je v uvodu pozdravila že naša voditeljica. Dobrodošla med nami in vem, da bo ostro uho slišalo vse, na koncu bojo zbori pridobili tudi določene ocene in to je tudi vodilo in pa spodbuda za nadaljne delo. Dobrodošla med nami. Med nami pozdravljam tudi gospoda Željka Klajiča, predsednika Pokrajinske zveze Društev upokojencev Koroške in tudi mi bo danes pomagal pri podeljevanju priznanj in pa cvetja udeleženim skupinam, vse predsednike društev upokojencev in pa ostale predstavnike društev, ne bom poimensko razlagal, vidim, da vas je kar precej, dobrodošli med nami. In poseben pozdrav velja tudi županu in podžupanu občine Vuzenica ter direktorici TIC, gospe Senti Lorenci Krice, ki so se z veseljem udeležili našega zbora in pa seveda njim gre tudi zahvala za to, da smo sploh lahko to prireditev danes izvedli. V uvodu so nas pozdravili tudi naši otroci, danes sva imela malo stresen dan, med nami pozdravljam ravnateljico osnovne šole Vuzenica in mislim, da prav tak stresen ukrep je bil kriv, da so tako lepo zapeli danes prvošolčki, sicer je bil predviden otroški pevski zbor. Hvala ravnateljica in dobrodošla med nami. Naj se na tem mestu tudi zahvalim občini Vuzenica, TIC-u in vsem donatorjem, ki so pomagali danes to prireditev tudi finančno in pa vsakem drugem načinu podpreti. Rad bi se tudi zahvalil vsem članom upravnega odbora in pa drugim članom našega društva upokojencev, ki so pomagali pri ureditvi in pa tudi delavcem občinske uprave, ki so pomagali urediti prostor in vse ostalo. Seveda tudi zahvala vsem drugim, cvetličarni Marjetica, potem restauraciji Monini, kjer bomo imeli ob koncu pevci tudi določeno malico in pa seveda dobrodošli med nami. Naj pesem spremlja današnji dan. Jaz mislim, da bomo z današnjimi nastopi prisluhnili lepi slovenski pesmi, ki je ena od temeljnih kulturnih vrednot slovenskega naroda. S slovensko pesmijo se je tudi ohranil slovenski narod. In kot je že v uvodu omenila naša voditeljica, v naši občini oziroma v naši fari je v tistih nemirnih časih 19. stoletja, to je bilo tik pred letom narodov, služboval tudi sedaj blaženi Anton Martin Slomšek, ki je tudi veliko pesmi
iz ljudskega izročila zapisal, nekaj jih je tudi sam skladal in napisal, in njemu na čast bo tudi danes posvečena skupna pesem in pa pesem našega pevskega zbora. On je sicer rekel, kdor poje dvakrat moli, tako je povzdigoval to pesem in mislim, da je prav pesem je tista, ki združuje slovenski narod. Za Korošce pa itak rečemo, da 2 Korošca so 3 pevski zbori. Tako da dobrodošli med nami in prijetno počutje v Vuzenici. Hvala. Zdaj pa na oder vabim še gospoda Željka Klajča. Lep dober dan, Irena je povedala kratko, pa verjetno, da bom brez karate, kajti Srečko je povedal vse. Spoštovani gospod župan, podžupan, hvala vam, da nas danes gostite v upokojence cele Koroške regije. Vesel sem, da ste tudi v Vuzenici odprli kulturni dom, kajti kultura je tista, ki predstavlja slovenski narod. Pa ne samo slovenski narod, povsod po svetu, kdo se ukvarja s kulturo, ima v srcu, bom rekel, ljubezen do pesmi, do vsega tega, kar se dogaja v kulturi. Srečko je eden izmed najnovejših predsednikov društva upokojencev na Koroški regiji. Srečko že sedaj iskrene čestitke za vso organizacijo in trud, ki si ga vložil v ta današnji dogodek, kar te zelo dobro poznam, pa vem, da pri tebi nikoli nič ne manjka, da je zadeva vedno pripravljena na ta način, da je to 100% izvedeno in verjamem, da bo tudi danes. Vam, drage pevke in pevci, pa želim danes en prijeten dan. Pustite to gospod v rdečem spode, ono pa že ocena, vi se pa ne sekirali. Tako da vi kar virno stojite, tako da bo naš današnji dan skupaj, da ga imamo še naprej v srcu, kdor poje, zelo ne misli. Lep dan! Hvala lepa, to pa povabili na oder še gospod Drago Koletnik, član Komisije za kulturo STUS. Dragi pevke in pevci, zborovode, predsednik društva upokojencev Vuzenica, gospod Srečko Lampret, spoštovani predsednik Koroške zveze društva upokojencev Željko Klajč, cenjeni gostje. Že drugič se veselim srečanja z vami, spoštovani ljubitelji zborovskega petja, na 21. srečanju pevskih zborov Koroške pokrajinske zveze društva upokojencev. Zborovsko petje je v Sloveniji najbolj množična ljubiteljsko-kulturna umetniška dejavnost, v kateri se združuje preko 80.000 aktivnih pevcev. Imamo 2500 do 3000 zborov. Najmlajši zborovski pevci pri nas so že 3 do 4 leta stari otroci, medtem ko so med najstarejšimi tudi 90-letniki. Vem, da zborovsko petje zahteva veliko časa in odrekanja. Hkrati pa razveseljuje pevce, predvsem pa nas poslušalce. Vaša nežna, koroška pesem se dotakne naših src in pomoža dušo. Hvala vsem pevcem, dirigentom in društvom upokojencev, da nam omogočate, da se petjem v zborih ohranjate našo zborovsko, ljudsko in seveda tudi umetno pesem. Hvala organizatorjem in sodelujočim na današnji prireditvi za lep dopoldan, ki boža dušo in nas bogati. Imenom Komisije za kulturo in njenega predsednika gospoda Franca Gompača pri STUS-u vas vse prav lepo in prisrčno pozdravljam in vam želim vse najlepše. Hvala. Prisrčno vabim na oder tudi župana gospoda Franja Goloba. Ja, in lep pozdrav v svojem imenu občank in občanov občine Vuzenica. Lep pozdrav vsem cenjenim gostom, predvsem pa vam, spoštovane pevke in pevci, ki ste se danes zbrali tukaj v Vuzenici na 21. reviji pevskih zborov naše lepe
Koroške regije, Pokrajinske zveze pravzaprav. Seveda kaj drugega, kot danes povedati, da smo počaščeni, veseli, da vas lahko gostimo tukaj v Ozenici. To ni prvič, da se srečamo tukaj, vendar je bilo danes že veliko povedano okrog zgodovine Ozenice, predvsem pa o prisrčnih ljudeh, ki delujejo na različnih področjih. Seveda smo najbolj veseli, da so zelo, zelo aktivni tudi pevci iz našega najštevilčnejšega društva, to je Društvo upokojencev iz Ozenice. Gospod Srečko Lampret je dolgo leta opravljal funkcijo podžupana občine Ozenice do lanskega leta, torej 12 let. Tesna sodelavca, danes po starosti ne, ampak po stažu vodenju tega društva pa je verjetno eden najmlajših v Sloveniji zdaj. Nekaj tednov je predsednik tega društva in seveda bi si želel v tej priložnosti še enkrat zahvaliti Srečko za pogum, prevzeti društvo, ki pravzaprav ni zahtevno. Je pa seveda vsaka organizacija prireditve zajame precej časa in pa truda, za kar se zahvaljujem tudi vsem predsednikom društev, ki ste danes tukaj z nami in delujete znotraj celotne Koroške regije. Seveda pa bi se želel zahvaliti tudi Otokarju Vačovniku, gospodu Otokarju, častnemu občanu, ki je 16 let vodil to najštevilčnejše društvo. In je danes tukaj med nami. Pevke in pevci, danes naj govori kultura. Kultura nima meja, kot radi rečemo, tudi mostovi ne razdružujejo občine. Po naši lepi Dravski dolini teče reka Drava, ki je priložnost tudi za marsikatero dejavnost, ne samo kot strah, ampak priložnost za razvoj turizma, sprehode in neokrnjeno naravo, v kateri živimo tudi v Ozenici, med Pohorjem, med Dravo, na drugi strani Kozjakom. Seveda, kaj drugega kot danes, da želeti prijetno bivanje tukaj v Ozenici tistim, ki ste prišli iz celotne Koroške. In teh je 8 zborov in danes naj spregovori kultura. In najlepši izraz kulture se izraža v petju. To so povedali tudi skozi glasove naši najmlajši. Vedno se najde tudi rešitev. Tako so jo našli tudi organizatorji skupaj z gospod ravnateljico. Če nekdo zboli, ga nekdo nadomesti. Če je volja, je pot. In v glasbi je vedno volja in radi bomo danes prisluhnili vašim pesmim, ki ste jih pripravili v današnjem koncertu. Vse dobro. Občina pa seveda vedno stoji za takšnimi organizacijskimi projekti, katerega je tudi danes organiziralo Društvo upokojencev in za finančnim vložkom in materialnim in suportom, kakršnegakoli potrebujete, smo vedno pripravljeni tudi prihodnje pomagati. Vse dobro, lepo počutje in čim več dobrih pesmi odpetih si želim na tem odru. Hvala lepa. Mi pa začenjamo torej z revijo pevskih zborov in ker danes prevladujejo ženske, povabimo najprej na oder moške. Torej, slišali bomo najprej moški pevski zbor Društva upokojencev Dravograd. Morda kar pridite na oder, jaz pa bom ob tem še kar povedala izboru. Vse smo danes že večkrat slišali, a ne, kdor poje, slabo ne misli, in takšen je tudi moto delovanja moškega pevskega zbora Društva upokojencev Dravograd, kjer vlada pa veliko pozitivne energije. Z veseljem poje, saj jih pesem povezuje in napolnjuje s pozitivno energijo. Zbor je bil ustanovljen leta 1999 in od takrat dalje neprekinjeno deluje. Imajo okoli 15 nastopov na leto, vsako leto pa organizirajo tudi samostojni koncert in prav takšen bo tudi ta petek, torej jutri zvečer ob 19. uri v cerkvi Svetega Vida v Dravogradu, kamor ste tudi zelo lepo povabljeni. Zbor vodi glasbena pedagoginja gospa Alenka Mori, s katero se pevci odlično razumejo, vdani pa so, oziroma vidni pa so tudi rezultati dobrega dela, tudi mi bomo to danes slišali. Na repertoarju imajo večinoma koroške, ljudske pesmi, radi pa zapojejo tudi
domoljubne in partizanske. Danes nam bodo zapeli Ti Popič, Jakele Dumpej, to je Koroška ljudska, in pa v priredbi Pavle Kernjak in Mojce Levzemi me. Zborovodkinja Alenka Muri. Jaz pa, moj Blaže, se rada imava, častiva, a birta vsaj more živeti. Oba se pa noter za mizo udava, ne naj se sovraženoj tapec cel svet. Jaz takoj luk, jaz takoj luk. I poveč jak ne lupaj, aj narjam nema sam, to jadro propožini, da tam da go sram. Čiven se vrane, čikaj tudi skvač voli. Najbrž maže vrst razsukan, Višno Bože kaj uši, tralali, šipaleli. Jaz pa, moj Blaže, pastitek ne morem, dokler te še malo Jaz pa koj luk, jaz pa koj luk. Tapianos, jedna marnos, pa zapine slabšeha. Je mojega popča Jaz pa za mlade človeko ti pomože zava, jaz jo pa poljubu obolgarska strejava.
Že 28 let lepa domača pesem združuje pevke ženskega pevskega zbora Klasje Zmute, ki se nam pridružujejo na odru. Vodi in zborovodkinja Klaudija Štaher, zbor pa šteje 16 pevk. Enkrat tedensko se dobivajo na pevskih vajah, tako prvo skrbno taktilko mlade zborovodkinje osvajajo nova pevska znanja in utrjujejo že naučene pesmi. Pevke so poleg skupnih pevskih vaj tudi sicer medsebojno povezane, dobivajo se na skupnih kosilih, rojstnih dnevih, organizirajo pa tudi kakšne izlete, kjer se družijo, prijetno združujejo s koristnim. Udeležujejo se tudi kulturnih prireditev v domačem kraju, kot tudi pevskih revij upokojencev in invalidov. Pripevale so pa tudi že v Cankarjevem domu na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Že 10-krat so se udeležile vseslovenskega pevskega tabora v Šentvidu pri Stični, večkrat so priredile tudi koncerte za starejše v domu starostnikov v Črnečah in tudi v domu Hmelina v Radjevo Dravi. Pevsko sezono običajno zaključujejo samostojnim koncertom v majhni cerkvici na Spodnji Muti. Njihov moto je, kdo rad poje, ostane v srcu vedno mlad, in tako mislijo tudi pevke tega zbora, ki so prepričane, da njihova pesem še dolgo ne bo utihnila. Danes nam bodo zapele ljudsko v priredbi Emila Adamiča Zbadljivka in ljudsko Tam, kjer se čuje zgaja. Zborovodkinja Klaudija Štaher.
imamo z nami mešani pevski zbor Društva upokojencev Prevalje. Zbor praznuje letos že kar 55-letnico neprekinjenega delovanja. Pozdravljamo in zahvaljujemo. Sodeloval je na vseh revijah od Kibrka do Trabrka, na vseh revijah Koroške pokrajinske zveze društev upokojencev. Vsako leto priredijo tudi samostojni koncert, na katerega povabijo tudi goste. Sodelujejo tudi na številnih prireditvah v kraju in izven njega, v domovih za starejše, na pogrebih, že dvakrat pa je zastopal Koroško pokrajinsko zvezo društev upokojencev na srečanjih pevskih zborov pokrajinskih zvez upokojencev Slovenije. Vodi zborovodkinja Jožefa Ovnič. Pevci radi prebivajo in se veselijo vseh skupnih nastopov, druženj in izletov. Zapeli nam bodo ljudsko v priredbi Uveta Vrabca, Dober večer, Tiho skrita med gorami, Silvester Mihelič in Neži Olip, napev Franci Čertov. Zborovodkinja Jožefa Ovnič.
nami pa so tudi ljudske pivke s Kaplje na Kozjaku. Pevk vodi pa jih gospa Štefanja Pavlič. Pevke so se pred 20 leti na pobudo gospoda Igorja Glasenčnika vključile v kulturno društvo Kapla. Pesmi, ki jih prepevajo, so zbrale od dedkov in babic kot ustno izročilo njihovih prednikov. Udeležujejo se srečanj ljudskih pevcev po Sloveniji, izdale pa so že 3 zgoščenke. Njihova želja je, da bi se ljudsko petje tudi vključilo v program osnovnih šol. Ljudske pevke Kaplja na Kozjaku sicer ne izpolnjujejo nastopa na srečanju pevskih zborov Pokrajinske zveze društev upokojencev, vendar smo jih povabili, da nam popestrijo današnji program. In sicer s pesmima, ko bi imela list papirja ljudsko in prav tako ljudsko ne hoditi k meni po noči. Zborovodkinja Štefanja Pavlič. Ko bi imela list papirja, črno tinto in pero, srce si bi zapisala, kak je včasih lučno bilo. Srce si bi zapisala, kak je včasih lučno bilo. Kaj ti pravim, ljuba žena, paziva na najino hčer, nekdo hodi k njej pod okno, travo gazi vsak večer. Nekdo hodi k njej pod okno, travo gazi vsak večer. Smešne tvoje so besede, ki govoriš, jih ljubi mož. Ustva hčer naj se raduje, kakor ti in jaz nekoč. Ustva hčer naj se raduje, kakor ti in jaz nekoč. Al še veš, kak mamca moja se za mene bala je, mi v podstrešju je poslala, da bi bolj na varnem bila. Mi v podstrešju je poslala, da bi bolj na varnem bila. Ti počveš, pri gor si splezal, pa si prišel gor do men. Jutro, ko so petrinčki peli, spet si šel skoz okno ven. Jutro, ko so petrinčki peli, spet si šel skoz okno ven. Oh, kak pletna je ljubezen, ko še skrita je očem, a še hujša je bolezen, ko zato še mamca zve. A še hujš kot je bolezen, ko zato še mamca zve.
Raj pridi k meni podnev, po noči te čakajo fantje povsod, nevarno za tebe je pot. Po noči te čakajo fantje povsod, nevarno za tebe je pot. Kaj mi je zdaj za storiti, po noči jaz ljubci ne smem, po dnevi ne hodit, še to me je sram, še rajši zapustil jo bom. Po dnevi ne hodit, še to me je sram, še rajši zapustil jo bom. Vprašal sem stare prijatelje, kako je ta zakonski stan. Soočka mi djali, moj sine, tako, ob letu te grivalo bo. Soočka mi djali, moj sine, tako, ob letu te grivalo bo. Jaz pa vse skupaj nič ne verjamem, hitro tja v Parož letim. Me bojo pri pari oznanili trikrat, pri ženi jaz ležal bi rad. Me bojo pri pari oznanili trikrat, pri ženi jaz ležal bi rad. Bili smo res na gostiji, smo pili in jedli tako, sogodci zagodli nevesti tako, čez leto že zivala bo. Sogodci zagodli nevesti tako, čez leto že zivala bo. Kurje meso je res dobro, pa vince tudi nekaj košta. Prešmentana žejka, kak dobro ti gre, jaz moram pa skrbet za te. Prešmentana ženka, kak dobro ti gre, jaz moram pa skrbet za te. S takšnimi besedili ljudskih pesmi se vrnemo kar nekaj časa nazaj in kar paše, moram reči, da se takšne stvari ne pozabijo, ki so bile nekoč del vsakdana. Zdaj pa je z nami mešani pevski zbor upokojencev in invalidov Mavrica Radlje ob Dravi. Takole so rekli, da je mešani pevski zbor Mavrica kot prava Mavrica, ki se naredi med dvema hriboma in kot most povezuje ljudi z obeh strani. Korenine zbora segajo v leto 1994 in od takrat zbor neprekinjeno deluje. Ohranja osnovno poslanstvo, in sicer širiti lepo slovensko pesem med kraje in širiti naš kulturni prostor. Zbor trenutno sestavlja 9 pevk in 11 pevcev, ki jih veže velika ljubezen do petja in druženja. Zbor pa vodi Zala Miklavc. S pesmijo pevci bogatijo številne kulturne prireditve, razveseljujejo stanovalce v domovih za starejše občane, udeležujejo pa se tudi pevskih revij, ter prirejajo številne samostojne koncerte, kar je dokaz, da jih trdo delo in prijateljevanje
z notami združuje in jim ni tuje. Mešani pevski zbor Mavrica je 17. februarja 2019 obeležil 25. obletnico svojega delovanja z velikim samostojnim koncertom v Kulturnem domu v Radljah in tudi sicer je močno vpet v kulturni utrip Radelj ob Dravi. Danes nam bodo zapeli koroško ljudsko Tam dol za Dravo in pa veliko uspešnico Borisa Kopitarja Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Zborovodkinjo Zalo Miklavc. Včasih vprašam tako, kaj se godi. Ta pesem domača vse bolj poredko zveni. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji? Tegove je moj ata zaveseliti. Potem se zazdi mi, kakor da mnoge je strah. Teh pesmi domačih ni jaz jih res rad imam. A rad bi povedal, vsaj enkrat sem skupaj na glas. Teh pesmih prelepih v njih se skriva del nas. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi.
močno želim. Potem se zadivi, kakor da mnoge je strah. Teh pesmi domačih mi jaz jih res rad imam. A rad bi povedal, saj enkrat sem skupaj na glas. Teh pesmih prelepih, v njih se skriva del nas. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, se bo zavedal svojih koreni, da bi ponosen bil kot njega deden. Le tega v srcu si močno želim. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, se bo zavedal svojih koreni, da bi ponosen bil kot njega deden. Le tega v srcu si močno želim. Le tega v srcu si močno želim. Na vrsti je ženski pevski zbor Korošice, Društva upokojencev Ravne na Koroškem. Kar izvolite na oder. Ženski pevski zbor Društva upokojencev Ravne na Koroškem je bil ustanovljen leta 2000 z namenom druženja in prepevanja ter posredovanja kvalitetnega petja poslušalcem. V letu 2007 se je zbor preimenoval v Korošice in pod tem imenom deluje še danes. V zboru je prvotno pelo 24 pevk, zaradi bolezni pa tudi smrti se je število zmanjšalo in sedaj jih je 17. Prepevajo štiriglasno, intonančno zanesljivo in tehnično izdelano. Nastopajo na raznih prireditvah v domačem kraju, po Sloveniji in tudi v zamejstvu, na pevskih srečanjih upokojencev, domovih za starejše, na odprtih likovnih razstav in drugih dogodkih, kjer zbor obogati prireditev. Do nedavnega so nastopale tudi na vseslovenskih srečanjih pevskih zborov v Žitvi do Bristični. Od leta 2017 zbor vodi strokovno podkovana in talentirana dirigentka Tatjana Draviševskaja. Draviševskaja. Upam, da si prav povedala. Ja, nisem, ne? Draviševskaja, tako je prav. Ljudsko bodo zabili v priredbi Danila Bučarja Pod rožnato planino in ljudsko v priredbi Valentina Poljačka je pa Davi Svanca Padva. Zborovodkina Tatjana Draviševskaja. Pod rožnato planino
Zakaj si tam hit prišel, da zmešal smigla? Ko jaz tebe ne poznala, srce moje mirno bilo. Ko jaz tebe ne poznala, srce moje mirno bilo. Je pa pravi sonca padlo na zelene travenče. Je vso travco pomorila, vse te žlahtne rožice. Menjani za rožce žvakne, če jih slanca pomoli, oj pomoli. Men je le za dečko mojo, če me ona zapusti, oj zapusti. Če me rajta zapustiti, moš mi prej povedati, da mi je svetu vas hoditi, eni ljubi ljubici. La 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 tra la 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 tra la la. Društvo upokojencev Vuzenica, ki neprekinjeno deluje že od leta 2007 pod vodstvom zborovodkinje Ide Strmšnik. Trenutno je to edini odrasli pevski zbor v občini Vuzenica. Ženski pevski zbor redno nastopa v domači občini, tudi pri sosedih. Nekaj nastopov so imeli tudi že v Ljubljani in v zamejstvu. S petjem pevke bogatijo številne kulturne prireditve, razveseljujejo stanovalce v domovih za starejše občane, udeležujejo pa se pevskih revij in prirejajo številne samostojne nastope. Ob 10-letnici delovanja ženskega pevskega zbora so izvedli večji samostojni koncert. Ob tej priliki pa so vse pevke prejele tudi priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, tudi najvišja. Prejele so plaketo občine Vuzenica v letu 2022, pa tudi občinsko priznanje o 15-letnici delovanja. Ker smo danes že omenili, da je Vuzenica starejše naselje in v katerem je tudi služboval blaženi Anton Martin Slomšek, nam bodo sedaj zapele tudi po njegovem besedilu skladbo Veselja dom in ljudsko v priredbi Jurija Gregorca Nocoj pa oh nocoj. Zborovodkinja Ida Strmšnik. Veselje
veselje, veselje, veselje. Preljubo veselje, opje si doma, opje si doma, opje si doma. Povej, kje stanuješ, moj ljubček srca, moj ljubček srca, moj ljubček srca. Po hribih dolinah za tabo hitim, te videti hočem, objeti želim, objeti želim, objeti želim. Ne iščem za mizo, kjer dobro jedo, kjer dobro jedo, kjer dobro jedo. Na plisu pri goci, kjer sladko pojo, kjer sladko pojo, kjer sladko pojo. Al pravga veselja na rajanju ni. Pijancem, plesalcem veselje beži, veselje beži, veselje beži. Poslednjič veselje šele zasledi, šele zasledi, šele zasledi. Poslednjič veselje šele zasledi, šele zasledi, šele zasledi. Na vaško ledinco pridirjam za njim, pridirjam za njim, pridirjam za njim. Glej tam, kaj otroki prijazno igra. In kratek čas dela pri njih je doma, pri njih je doma, pri njih je doma.
No, bili smo prijetno presenečeni, gospod Srečko je zapel z našimi pevkami, zelo lepo, a ne? Zdaj pa boste najbolj vsi Vuzeničani z menoj delili isto mnenje, a ne? Da damo gospodu Srečku Lampretu posebno nalogo, da zbere enih par takih fajn kerlcev, ko znajo pet, pa se pridružijo našim ženskam, a ne? Takole, en hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelje povabil, še sam ga bom pil, tudi ta je izpod peresa, Antona Martina Slomška, in že takrat so vedeli, da je lepa pesem pa dobra kapljica, odlična kombinacija za dobro počutje in čudovito doživetje. Naj danes to revijo zaključimo v tako prijetnem vzdušju z vsemi vašimi glasovi in ob tej skupni pesmi bo zadirigirala gospa Jožefa Ovnič, je tako? Ja. Izvolite, torej zapojmo skupaj v slovo današnji reviji, temu prijetnemu druženju današnjega dne. En hribček bom kupil. Jaz pa vam polagam na srce samo še to, pojte, pojte, pojte in pojte še naprej, ker to je najlepše.